Se Baumax poslavlja tudi od Celja. Delegacija mestne občine Celje na obisku v Lichtensteinu. V torek 19. podelitev Veronikine nagrade. Šentjurski košarkarji sredi priprav na naporno sezono. Lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Če gre verjeti pisanje avstrijskega časopisa Kleine Zeitung, bo avstrijski tehnični trgovec Baumax zaprl svoja centra v Celju in Mariboru. Baumax je lani zaprl svoj prodajni center v Ljubljani, letos pa je enako usodo doživel tudi Baumaxov center v Kranju. V vodstvu koncerna trdijo, da mariborskega in celjskega centra nimajo namena zapreti, avstrijski mediji pa so prepričani, da je prodaja celotne Baumaxove trgovske verige le še vprašanje časa. Baumax je na slovenski trg prišel leta 1995. Sprva je imel svojo prodajalno v City centru, leta 2007 pa je ob Kidričevi cesti na 14.000 kvadratnih metrih odprl svoj največji center v Sloveniji. Baumax v Sloveniji že nekaj let posluje z izgubo. Predlani je leta znašala 6,2 milijona evrov, lani pa 1,2 milijona evrov. Pooblaščenec župana Miloš Rovšnik in član Komisije za mednarodne odnose mestne občine Celje Vanča Tegov sta se v glavnem mestu kneževine Lichtenstein udeležila slovesnosti ob državnem prazniku. Celjsko delegacijo je pod Knežjim gradom sprejel prestolonaslednik Erprinc Alois von und zu Lichtenstein. Pri samem obisku je bila tudi izražena želja, da mesto Celje in dežela Celjska navežeta tesnejše stike z kneževino Lichtenstein. Zelo zanimivo je v tem primeru, da kneževina Lichtenstein in mestna občina Celje oziroma knežje mesto Celje imata tudi nekih skupnih točk iz preteklosti, se pravi iz časov obstoja celjskih grofov in Barbare Celjske. Za ta namen tudi ob sprejemu pri knezu Hansu Adamu in Erprincu Aloisu von und zu Lichtenstein smo obema suverenoma podarili tudi monografije mestne občine Celje in knjigo Barbare Celjske. Pobudnika vzpostavitve sodelovanja med mestno občino Celje in kneževino Lichtenstein je bil Viteški red svetega Jurija in slovensko-lichtensteinsko društvo, ki imajo stike vzpostavljene dosti prej in na ta način, da oni so poskušali navezati stike z njimi, da bi potem mi začeli tudi intenzivno sodelovati z kneževino Lichtenstein. Prestolonaslednik Erprinc Alois je, na katerega so prenesene glavne državniške dolžnosti, izrazil zadovoljstvo ob obisku in podprl nadaljnje aktivnosti za oblikovanje tesnejšega sodelovanja z poudarkom na področju kulture, turizma in tudi gospodarstva. Prihodnji torek bo celjsko podjetje Fit Media na večeru poezije podelilo Veronikino nagrado ter zlatnik poezije za leto 2015. Zlatnik poezije bo letos prejel Gustav Januš. Nominiranci za Veronikino nagrado pa so Jan Krmelj, Meta Kušar, Cvetka Lipuš, Tone Škerjanec in Nataša Velikonja. Letošnja podelitev bo že 19. po vrsti, njene posebnosti pa so letos vsaj 3. Ena je nedvomno ta, seveda glavni dogodek bo laureatinja za enoletno pesniško produkcijo, najboljša pesniška zbirka, ampak tista dodana vrednost dogodka pa mislim, da bo prav gotovo javno voščilo, ki ga bo letos Celje in pa vsi ljubitelji poezije celjski namenili Cirilu Zlobcu ob njegovi 90-letnici. Mislim, da bo to posebni dogodek za vse ljubitelje poezije. Druga posebnost je prav gotovo ta, da letos prvič na podelitvi Veronikine nagrade in zlatnika poezije sodelujejo 3 slovenski pesniki, ki pišejo v slovenščini v sosednjih državah. Mari Čuk v Trstu, skratka v slovenski narodni skupnosti v Italiji, in pa Gustav Januš, dobitnik zlatnika poezije, in Cvetka Lipuš, ki pišeta v slovenščini v Avstriji. To mislim, da je pomemben prispevek tudi Veronikine nagrade in zlatnika poezije slovenski literaturi v sosednjih državah. In tretja posebnost, ki mislim, da bo posebej navdušila slovenske ljubitelje šansona,
šansona, je pa nastop Nuške Drašček, ki bo pela šansone v različnih jezikih, skratka v glasbeno poezijo. Veronikina nagrada sodi med 3 najpomembnejše slovenske nagrade na področju literature. Kljub temu, da so nekateri mnenja, da je nagrad preveč in drugi pravijo malo cinično, da pač slej ko prej vsak dobi nagrado, pač ker nas ni veliko, ne. Jaz se s tem ne strinjam. Jaz mislim, da so nagrade, govoriva seveda zdaj o nagradah za področja kulture, literature, da so pač pomembno priznanje posameznim ustvarjalcem. Veronikina nagrada, ki je posebej namenjena poeziji, se mi zdi, da je še toliko pomembnejša. Zakaj? Zaradi tega, ker je danes poezija pravzaprav odrinjena nekam na rob. Danes je čas romana, recimo, tudi slovenskega romana, kar je nenazadnje verjetno tudi zasluga nagrade Kresnik, ki že leta, bom rekel, spodbuja pisanje slovenskih romanov. Torej, kot pravim, poezija je nekje na obrobju, vendar je kljub temu poezija še vedno, če rečem tako, izreka resnico našega bivanja, našega življenja. Zaradi tega mislim, kot sem rekel, da je Veronikina nagrada zelo pomembna nagrada in da tudi ustvarjalcem, pesnikom, ne samo tistemu, ki dobi nagrado, ampak tudi nominirancem pomeni veliko, sem trdno prepričan. To pomeni, da je Celje veliko storilo za popularizacijo poezije, da Veronika pomeni marsikaj v slovenskem kulturnem in literarnem prostoru. Zato zdaj razmišljamo o nekaterih akcijah, ki bi jih prihodnje leto pripravili, organizirali. Nedvomno bo prav gotovo najbolj zanimivo enomesečno srečevanje slovenskih pesnikov z različno ciljno publiko v Celju, kjer bomo odprli posebno temo, kaj danes poezija pomeni bralcu, človeku. Prihodnost Veronikine nagrade torej ni pod vprašajem. Kakšen pa je jutri slovenske poezije? Prihodnost literature, umetnosti nasploh ni rožnata, je ravno tako negotova, kot je celotna, bom rekel, človeški rod na preizkušnji. Ali bo te, bom rekel, spremembe, ki se dogajajo v svetu in ki so nepovratne spremembe, lahko tudi poezija in literatura preživela. Jaz sem prepričan, da nenazadnje nemški filozof Adorno je rekel, da po Auschwitzu ne bo več mogoče pisati poezije. Adorna so seveda mnogi pesniki demantirali in zaradi tega sem prepričan, da je slovenska poezija, ne bom govoril o tem, da so se vremena krancem jasnila, trenutno se je res jasnilo, vendarle pesnik živi in umrje brez denarja, kot če ponovim za svojim predhodnikom Prešernom, in pesem nastaja pravzaprav zaradi neke notranje potrebe. Prihodnje leto organizatorji načrtujejo vrsto prireditev, s katerimi bodo proslavili 20-letnico Veronikine nagrade. V taboru košarkarskih državnih prvakov so sredi priprav na novo sezono. Prva uradna tekma jih čaka konec prihodnjega meseca, zlasti peklenski pa bo ritem tekem na začetku sezone v Jadranski ligi in Evropskem pokalu FIBA. Šentjurčani bodo zadnjo septembrsko soboto prvič doslej sodelovali na superpokalni tekmi. Tekma s Krko bo pri novem prvoligašu v Škofji Loki. V ligi ABA, ki jo bodo tako kot tekme Evropskega pokala igrali v Celju, bodo v začetku oktobra v 9 dneh morali kar 5krat stopiti na parket. Ekipa še vedno čaka, da se ji iz ZDA pridruži ameriški branilec Siola Clark, kakor tudi center Emir Zimić, ki sodeluje na pripravah reprezentance Bosne in Hercegovine na septembrski Eurobasket. Novemu izzivu bo šel naproti tudi Ivo Držić, ki je v Šentjurju oddelal že 5 sezon. Ravno on je na zadnji finalni tekmi z Rogaško dosegel končni in tudi odločilni zadetek. Ne mine dan, da se ne spomnim zadnje tekme, proslave po tekmi, sprejema na trgu. Skoraj vsak dan pogledam kakšne posnetke od takrat in dobim kar pot oziroma kar kurjo kožo in enostavno, ampak tako je v športu, vedno se gleda naprej, nikoli za nazaj, naredili smo zgodovinski uspeh, ampak smo skoncentrirani za naslednje tekme in zmage, ki nas čakajo.
Nekje ste dejali, da ste si vedno želeli igrati na tem nivoju, to se vam je sedaj uresničilo. Kaj so recimo še vaše sanje, recimo, kaj pričakujete od te sezone in predvsem kako recimo vam je to uspelo? Ste eden od teh igralcev, ki so sicer v manjšini, ki pa vendarle ima tudi službo. Ni ovira služba zame, navajen sem že funkcionirati tako zjutraj v službi, zvečer na treningih in sigurno, da se mi je izpolnila ena velika želja igrati ABA ligo. Ne vem, kaj pričakovati, pojma nimam, kaj nas tam čaka. Vem, da bomo dali na vsaki tekmi, ali je to proti Partizanu, Zvezdi ali proti, ne vem, komorkoli svoj maksimum. Ne vem niti, kaj pričakovati v Eurocupu, kajti ne sanja mi se, kakšne so to ekipe. Verjamem pa, da če bomo homogeni kot lani in bomo trenirali tako, kot smo tudi lani trenirali, lahko naredimo fantastičen rezultat, katerega noben ne pričakuje. V matični klub se je vrnil Sandi Čebular, ki je v zadnji sezoni blestel pri Rogaški. ABA liga in pa FIBA Cup sta moj izziv. Jaz mislim tudi za vsakega tu v naši ekipi in to je v bistvu prevagalo, da sem se odločil za vrnitev v svoj matični klub in jaz sem vesel, da sem doma. Jaz bom dal vse od sebe in tudi verjamem, da vsi moji soigralci, da bomo zasedli čim više, da bomo čim več zmag dosegli, da bomo dihali en za druga in da bomo na koncu vsi uspešni in zadovoljni. Velika večina igralcev še ni imela izkušenj v mednarodnem prostoru, vi ste jih že imeli. Ali menite, da bo ekipa imela kaj težav mora biti na začetku, da se prilagodi, ali boste pa že s temi izkušnjami, tako vašimi kot od drugih igralcev, lahko v bistvu to prebrodili in že na začetku pokazali, da je lahko ekipa Tajfuna konkurenčna? Ja, vsekakor. Nekateri smo že okusili to ligo ali pa igrali mednarodne lige, nekateri še niso, jo bo zdaj prvič, ampak vse je enkrat prvič in jaz se ne bojim, da se ne bi privadili in mi bomo pomagali, tako da me ni strah. Ne bo časa za jokanje, treba bo iti maksimalno vsako tekmo 120% in bomo videli, kam nas bo to pripravljalo. Poleg pogodbe s Tajfunom ste podpisali še eno pogodbo, kako je sedaj biti nekako v zakonskem jarmu? Da, super, zaenkrat vse tako treba. Januarja pričakujem naraščaj, tako da še ena lepa zadeva. Same lepe stvari se mi letos dogajajo, tako da upam, da bo tudi ta sezona s Šentjurjem še dodaten plus in da bo leto tako treba zaključeno. Od lanske ekipe pri Tajfunu ni več Đorđeta Lelića in Američana Williamsa. Poleg Čebularja so v ekipo Dejana Mihevca prišli Tomaž Bolčina iz Krke, Aleksandar Ponjević iz Zlatoroga in Američan Jacob Parker. Prva pripravljalna tekma z Zlatorogom je na sporedu v petek dopoldan. V prvem tednu septembra je na sporedu tradicionalna turneja v Srbiji. Tekme v Evropskem pokalu se bodo začele konec oktobra, Šentjurčani pa bodo igrali z ekipami iz Češke, Danske in Irske. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 14, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo po večini sončno. Zjutraj bo po nižinah megla. Burja bo v soboto ponehala. Z vremenom tudi zaključujemo pregled današnjega dnevnega dogajanja v oddaji Dogodki dneva. Do prihodnjič lep pozdrav in srečno.